Velik razvoj dogodkov. Hutiji v Jemnu krivijo Saudsko Arabijo za napade na mednarodno letališče v Sani, da bi preprečili pristanek iranskega letala v prestolnici pod nadzorom Hutijev. Uradne potrditve iz Rijada ni, vendar je mednarodno priznana vlada v Jemnu, ki jo podpira Saudska Arabija, povedala naslednje. Jemenska legitimna vlada je. Legitimna vlada Jemna je v sodelovanju z regionalno in mednarodno skupnostjo ter z vsemi diplomatskimi in pravnimi sredstvi poskušala prepričati iranski režim in Hutijeve milice v Sani, naj se vrnejo k oboroženim silam in naj ne vstopajo v jemenski zračni prostor z iranskimi letali. Naše potrpljenje je zdaj pošlo. Na te kršitve bomo ustrezno odgovorili. Iran imamo za popolnoma odgovornega, tako pravno kot moralno, za vsako kršitev jemenskega zračnega prostora. Edmund Fitton Brown, višji sodelavec organizacije Foundation for Defense of Democracies in nekdanji veleposlanik Združenega kraljestva v Jemnu. Edmund, veseli smo, da ste danes z nami na i22 News English. Tukaj imamo Saudsko Arabijo, ki še uradno ni prevzela odgovornosti, medtem ko Hutiji krivijo saudske sile. Kaj ta trenutek pomeni za Saudsko Arabijo in ravnotežje moči, ki ga trenutno spremljamo med Iranom in Savdici v Jemnu? Mislim, da je to za Savdice res zapleteno. Želijo nasprotovati vsemu, kar krši blokado. A hkrati niso bili posebej učinkoviti pri svojih posegih v vojni, ki jo Združene države Amerike in Izrael vodijo z Iranom. Tako so Iranci in Hutiji zaznali šibkost in menijo, da lahko zdaj kljubujejo blokadi, kar so Savdici jasno dali vedeti. Veste, ni dvoma, da so Savdici izvedli te napade. Jasno so dali vedeti, da temu nasprotujejo. Vprašanje je, če so Iranci odločeni to storiti, ali bodo Savdici pripravljeni temu nasprotovati, ali bodo pripravljeni sprejeti posledice, če se temu uprejo. Seveda ni tako težko preprečiti ljudem uporabo letališča. Vse, kar morate storiti, je narediti luknje v vzletno pristajalni stezi, kot je to v preteklosti storil Izrael, kot je to v preteklosti storila Saudska Arabija. Torej, obstaja enostavna možnost z vidika vojaške strategije, vendar pa to postavi Savdice v zelo sovražen položaj, tako do Irancev kot do Hutijev. In poskušali so deeskalirati to fronto. Vodja mednarodno priznane jemenske vlade je dejal, da ne bo širil tega spopada, saj bi to doseglo cilj Irana, da vplete Jemen in njegovo prebivalstvo v vojno. Huti pravijo, da bodo stopnjevali napade proti savdskim silam. Ali obstaja kakšen način, da bi to ostalo bolj znotraj Jemna, namesto da bi se razširilo po vsej regiji? Mislim, da je to v določeni meri izbira Hutijev in Irancev, saj če bodo pritiskali dovolj močno, bodo, predvidevam, Savdici čutili potrebo, da se temu uprejo. In mislim, da je mogoče, da bodo tudi Američani začutili, da imajo tukaj svoj interes in bodo želeli podpreti Savdice pri tem. To bi lahko internacionaliziralo zadevo. Kar pravi Rashad al-Alaimi, vodja vlade v mednarodno priznani vladi Jemna, je v resnici mišljeno za javnost in da bi rešili položaj Savdicev. Veste, Savdici skušajo biti pri tem diskretni, kot je povedal vaš dopisnik. In očitno Rashad al-Alaimi ne bo rekel ničesar, kar bi nasprotovalo ali spravilo Savdice v zadrego. Rekli ste, da je naslednji korak predvsem odvisen od Hutijev in Irana. Kaj pa Saudska Arabija? Prav imate, da ste omenili, da se niso pridružili vojni proti Iranu. Toda ali bi lahko ti dogodki spremenili računico v trenutku, ko se zdi, da se zaliv zaradi teh iranskih napadov vrača v neko stanje vojne? Ja, lahko bi šlo v katerokoli smer. Mislim, da je v državah zaliva zelo močna težnja k deeskalaciji in izogibanju vojni, ker menijo, da je njihovo celotno gospodarstvo tako ogroženo zaradi te vrste kaosa, ki so jim ga povzročili Iranci. Ampak kljub temu, ker Iranci vztrajajo pri povračilnih ukrepih proti državam zaliva, vsakič, ko se zgodi nekaj, kar jim ni všeč v Hormuški ožini ali v Libanonu, to postavlja države zaliva v skoraj nemogoč položaj. Tako so lahko Savdici na nek način prisiljeni, morda bodo prisiljeni postati bolj bojeviti, čeprav mislim, da je njihova nagnjenost k deeskalaciji. Zdaj omeniti moram še eno stvar, in sicer odnos med Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Ta odnos se je močno skrhal zaradi dogajanja v Južnem Jemnu konec lanskega in v začetku letošnjega leta.
Seveda, če se bodo Savdici postavili po robu Hutijem in Irancem, morajo to res storiti v popolnem partnerstvu z Emirati. Zato upam, da bodo Američani lahko pomagali tema dvema državama premagati njune razlike. Kaj se mora zgoditi na tem področju? Veste, pravijo, da je včasih treba imeti prijatelje blizu in sovražnike še bližje. In včasih so prav sovražniki tisti, ki lahko dva prijatelja ponovno združijo. Bi to lahko bil trenutek, ko smo zaradi dogajanja v Jemnu priča temu, da se razkol v zalivu dejansko zaceli? Da, absolutno. In mislim, da so Iranci tukaj nepremišljeni in včasih pretiravajo. Enako velja za Hutije, enako velja za libanovski Hezbolah. In pogosto povzročijo enotnost med ljudmi, med katerimi so prej uspešno ustvarjali razdor. Tako da, ja, lahko bi pomagali združiti Savdice in Emirate na enak način, kot je pretiravanje Irancev in Hezbolaha združilo izraelsko in libanonsko vlado. Fascinanten trenutek, ki se odvija pred nami v regiji. Edmund Fitton Brown, lepo, da ste bili z nami na i24 News English. Hvala. Hvala. Za več pogleda v to, kako Iranci gledajo na vse to, se nam zdaj pridružuje Hosrov Esfahani, direktor raziskav pri Nacionalni uniji za demokracijo v Iranu. Hosrov, lepo, da ste z nami na i24 News English. Očitno se veliko dogaja v Jemnu. Kaj pa to pomeni za Iran? Ali si lahko privoščijo, da bi bil njihova posredniška sila v Jemnu zdaj vpleten v vojno, ki jo podpira Saudska Arabija? Islamska republika ne pozna nobenih meja za vojne, ki jih vodi proti svetu. To bo povečevalo napetosti po vsem svetu, dokler bo obstajalo. Režim je začel žvenketati z orožjem. Videli smo, kaj so počeli med pogrebom Hameneja, ko je režim sam postavil stotine in stotine plakatov, ki so pozivali k uboju predsednika Trumpa. Torej mislite, da bi se ustavili pri vključevanju Hutijev, terorističnih skupin v vojno? Absolutno ne. Odločni so, da zaprejo Hormuško ožino in povzročali bodo kaos po celotnem Bližnjem vzhodu. Dokler bo to vodstvo, ta režim, obstajal, bo počel isto stvar. Ali Iran verjame, da še vedno drži večinski nadzor ali vpliv nad Jemenom? Ali menijo, da to sploh ni bilo nikakršno tveganje? In pripravljeni so iti do konca. Soočen smo s kultom smrti. Soočen smo s skupino norcev, ki so na samomorilski misiji. Ne bodo se ustavili pred ničemer. Kar so storili v Hormuški ožini, z uporabo lovskih letal, z razporejanjem terorističnih skupin v Jemnu, Hutiji v Jemnu in poleg njih še Hezbolah v Libanonu. Ta režim je pripravljen uporabiti vse karte, ki jih ima, ker ve, da so njegovi dnevi šteti in ne bodo se ustavili pred ničemer. Ko govorimo o pogrebu, ki smo mu pravkar bili priča, ali smo videli, da je to okrepilo moč ali podporo režimu znotraj Irana, ali pa vidimo nasprotno? Dejstvo, da novi vrhovni voditelj Močtaba Hamenej ni bil prisoten na pogrebu svojega očeta, Alija Hameneja. Ali po tem pogrebu v Iranu opažamo večje razdvajanje podpore? Trdil bi, da se v Iranu glede podpore Islamski republiki ni nič spremenilo. Shod, ki smo ga videli okoli verjetno prazne krste Hameneja, saj ga je verjetno razneslo na koščke. To je dvignilo duh podpornikov režima, vendar ni prineslo nobenih novih, dejanskih podpornikov na stran režima. Ker se Iranci spominjajo, kaj je ta režim naredil že januarja, ko so 10 tisoče nedolžnih, neoboroženih protestnikov pokosili na ulicah Irana. Toda pogreb, spektakel, ki so ga ustvarili s pomočjo kupice norcev, kot so Max Blumenthal, Khalid Walsh in drugi vplivneži, ki so prileteli v Iran ter navijali in slavili Hameneja in njegovo zapuščino. To je povečalo sposobnost Islamske republike za novačenje teroristov po celotnem Bližnjem vzhodu. Ti ljudje pomagajo in podpirajo Islamsko republiko pri njenih regionalnih pustolovščinah. To se dogaja. V Iranu je režim takšen, kot je bil prej. Saudska Arabija, naj omenim, je poslala delegacijo na pogreb ena redkih zalivskih držav, ki je tja poslala delegacijo. Kaj to potem pomeni, ko iranska marioneta v Jemnu zdaj krivi Saudsko Arabijo in tvega, da zaneti vojno s Savdici?
Stvar z arabskimi državami čez Perzijski zaliv je, da igrajo to nevarno igro z Islamsko republiko. Po eni strani razumejo grožnje, ki jih Islamska republika in Iranska revolucionarna garda predstavljata za njihovo varnost, stabilnost, rast in razvoj. A hkrati ne bodo močno vlagali v strmoglavljanje Islamske republike. Oni so bili tisti, ki so nosili največje breme nedavnih vojaških operacij Islamske republike v drugem krogu vojne. Režim je dobesedno napadal vsako arabsko državo. Vedo, da se sami ne morejo spopasti z Islamsko republiko brez pomoči Združenih držav Amerike in Izraela. In poskušajo skrivati svoje namene. Ohranili bodo diplomatske odnose z Islamsko republiko, če ta režim preživi, saj bodo morali živeti s temi norci v svoji soseščini. Za Izrael in Združene države je zgodba drugačna. Združene države so zelo, zelo daleč od Irana. In režim ne more storiti tega, kar lahko stori arabskemu svetu. V primeru Izraela je Islamska republika eksistenčna grožnja, ni miru. Arabske države lahko vsaj mislijo, da lahko s tem režimom nenehno hodijo po tanki meji med diplomacijo in vojno. Ampak to je napaka. Videli smo, česa je ta režim sposoben. Kaj je ta režim pripravljen storiti, da ostane na oblasti? Khosrow Esfahani, lepo, da ste danes z nami na i24 News. Hvala za vaš pogled. Hvala, da ste me povabili.